Ko sem bil še osnovnošolec, si je nekoč eden od mojih sošolcev zlomil nogo. In ker je bil precej kompliciran zlom, je dolgo časa preživel z gipsom na nogi, kar je pomenilo, da je moral veliko časa uporabljati bergle. In ta sošolec si je ob tej uporabi bergel tako zelo okrepil roke, mišice na rokah, da nas je potem vse sošolce zlahka premagoval v polaganju rok. In spomnim se, kako sem takrat v tisti otroški naivnosti pomislil, kako fajn bi bilo, če si jaz tudi lahko zlomil nogo, ker potem bi pa jaz tudi lahko natreniral roke. Danes seveda imam malo več pameti, se ne želim več tega, da bi se roke zlomil. Tudi mi je jasno, da ni potrebno, da človek vedno čaka na nesrečo, zato da se nečesa nauči, ampak dejstva kažejo, da večinoma ljudje tako ravnamo. Pred nedavnim sem poslušal predavanje enega profesorja nevrobiologije na eni ameriški univerzi, ki je razlagal o plastičnosti naših možganov. O tem, kako se naši možgani, kako so se sposobni spreminjati z učenjem. In je razlagal, pravi tako, približno do 25. leta ni potrebno kaj posebnega, da si človek zapomni. Vsaka malo bolj čustvena situacija, vsak malo bolj čustven dogodek se precej zlahka zapiše v našem možganu. Po 25. letu je pa to počasi vedno težje. Ne nemogoče, ampak malo težje. Je potrebna ena določena kombinacija različnih hormonov, ki se morajo sprostiti, zato da si ljudje še vedno, tudi ko smo starejši, kaj zapomnimo. Ampak, pravi, obstaja pa ena izjema. Ena izjemna situacija, en izjemen položaj v našem življenju, ko pa naši možgani postanejo toliko mehki in toliko učljivi, kot kadar smo otroci. In to je, ste verjetno že ugotovili, situacija velike stiske. Takrat, ko človek doživlja globoko, veliko stisko, takrat se naši možgani zmehčajo, kot da bi možgani mogoče sami ugotovili, tako kot je šlo do zdaj, to ne bo pripeljalo do rešitve. Nekaj bo treba hudo in radikalno spremeniti. In se mi zdi, da je v tem mogoče lahko razumeti, zakaj tudi recimo nekdo, ki je desetletja kadil, bil odvisen od kajenja, ni mogel nehati. Potem pa, ko zdravnik enkrat reče, gospod ali pa gospa, še 1 leto, če nadaljujete tako, 1 leto še imate, potem pa rak. In možgani ugotovijo, tako kot smo šli do zdaj, to ne pelje več nikamor, eno novo pot bo treba najti in takrat se možgani zmehčajo. Zakaj vam to govorim? Zato, ker se mi zdi, da lahko v času, v katerem živimo, prepoznamo, če želimo, en kup enih priložnosti, kot je recimo zlomljena noga, da se naučimo kakšne nove drže, da se naučimo kakšne nove navade. Čas preizkušenj, zadnja preizkušnja zagotovo poplave v nekaterih delih Slovenije, so tiste, ki, kot rečeno, lahko zmehčajo naše možgane, lahko zmehčajo tudi naše srce. Zdi se mi, da je en takih ljudi, ali pa v eni taki situaciji živel tudi današnji godovnjak, Sveti Rok. Njegovo življenje poznamo, po legendi naj bi živel nekje na jugu Francije, na prelomu iz 13. v 14. stoletje, naj bi romal v Rim, se srečal s kugo in v tej izzivalni situaciji iskal, kako naj se odzove kot kristjan, kako naj se odzove kot Kristusov učenec. Vedno znova lahko doživljamo, kako se v naših življenjih takih in drugačnih preizkušenj in bolečin in bolezni, kako bi se ljudje najraje izognili.
ker imamo občutek, da nam je seveda lažje in prijetneje, ko nam je fajn, ko nam je prijetno, ko nam je udobno. In vsaka situacija, ko ne gre po naše, je tista, ki nas sili iz naše cone udobja in nas sili tudi k temu, da nekaj spremenimo, da nekaj naredimo, da nekje morda tudi sprejmemo pobudo. Sveti Rok je znal, kot lahko beremo v eni od evharističnih molitev, je znal prepoznati znamenja časa. In v stiski kuge, ki je pestila najprej njegove, se pravi ljudi okrog njega in potem tudi njega samega, v tem ni gledal Božje kazni, v tem ni gledal Božje jeze, v tem ni videl ene neskončne nadloge, ki pa zdaj moti njegovo udobno življenje, ampak je prepoznal priložnost kot priložnost za osebno rast in priložnost za to, da naredi nekaj dobrega in na nek način v tisti konkretni situaciji pokaže, do katere mere je v resnici Kristus njegov učitelj in on Kristusov učenec. Vedno znova bomo v skušnjavi, da bi iskali samo tisto, kar je fajn, kar je dobro, kar je prijetno, kar je udobno. In vedno znova, tisti, ki smo malo starejši, imamo že to izkušnjo, nas bo življenje potiskalo ven iz te cone. Bodi si, ker bomo v preizkušnji sami, bodi si, ker bodo v preizkušnji ljudje okrog nas. Da bi teh trenutkov ne zavračali, da bi se jim ne izogibali, ampak da bi jih, kot pravim, prepoznali kot priložnost. Kot priložnost, da preizkusimo svojo vero, svoje zaupanje, da preizkusimo svojo ljubezen do sebe in do bližnjih, da preizkusimo, koliko v resnici Jezusovo dobro oznanilo postaja vodilo našega življenja, kje nam pa morda tudi še zmanjka in nas Bog zato vabi k rasti. Zdi se mi, da kot rečeno, priložnosti bo vedno dovolj, da bi jih znali izkoristiti, da bi jih znali sprejeti, pa da bi v resnici lahko rasli. Vsak dan znova sprejemali svoj križ, sprejemali preizkušnje, ne kot kazen, ne kot Božjo jezo, ampak kot priložnost, da izkušamo, da še bolj kot Sveti Rok tudi mi spoznavamo, da je Bog dober, da je Bog ljubeč, da je Bog usmiljen. Bodi si zato, ker mi nekomu naredimo nekaj dobrega, bodi si zato, ker v naši stiski nam naredi nekdo nekaj dobrega. Na ta način bomo v naše življenje prinašali vedno več ljubezni, ki je tisti razpoznavni znak, za katerega Jezus želi, po katerem Jezus želi, da bi nas drugi prepoznavali. Boga ni nikoli nihče videl, potem bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli med seboj ljubezen. Naj nam današnji godovnjak, Sveti Rok, pomaga s svojim zgledom in svojo priprošnjo, da bomo, kot rečeno, prepoznavali znamenje časa in sprejemali njegove izzive, zato da bo med nami vedno bolj raslo Božje kraljestvo. Amen. Vas povabim